Drage krajanke in dragi krajani, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v imenu Rdečega križa Kotle in v svojem imenu. Hitro minevajo dnevi, meseci in to potovanje skozi leto nikoli ni enako. Včasih veselo, brez bolečin, včasih pa nam nagaja zdravje, takrat pa si želimo, da bi naslednje leto bilo vse drugače. Ampak danes smo tukaj zato, da pozabimo na vse težave, se poveselimo in kaj pogovorimo. Ker pesem druži vse ljudi, smo povabili ženski pevski zbor Solzice, ki ga vodi zborovodja gospod Andrej Gorenjak, da nam zapoje nekaj pesmi. Vesela sem, da je danes z nami ponovno na novo izvoljen že v prvem krogu v svoj 4. mandat naš župan dr. Tomaž Rožen, kar mu seveda iz srca čestitamo. Kako tudi ne, saj je človek z veliko srčne kulture, s posluhom za ljudi, pomoči potrebnim, obdan z pozitivno energijo, ponosni smo na njega in imamo ga radi. Želimo si, da nam bi tudi v prihodnje znal prisluhniti, na njegova prijaznost in dobrovoljnost trajata tudi v naslednjih letih in veliko uspešnega dela mu želimo v nadaljevanju. Dr. Tomaž Rožen, beseda je vaša. Lep pozdrav, torej vsem še enkrat v imenu občine, v mojem imenu. Uvodoma hvala za tako lepe misli, hvala za čestitke, ki ste mi jih izrekli ob srečanju osebnem in pa tudi tem skupnem. Hkrati pa so dobrodošli na tem vsakoletnem prednovoletnem srečanju krajanov in krajank Kotelj, starejših od 78 let, če se ne motim. Zahvala seveda uvodoma Rdečemu križu, da skrbi v Kotljah za naše najstarejše krajane in krajanke, da jih Rdeči križ z prostovoljkami, med drugim z mojo mamo, obiskujete, skrbite za tiste, ki so pomoči potrebni in pa seveda prirejate to današnje srečanje, ki je namenjeno vsem tukaj zbranim. S skromno popustitvijo ter kratkim kulturnim programom mislim, da boste preživeli zelo lepo nedeljo. Leto je seveda naokoli, december se je včeraj začel, čas pričakovan, čas praznikov, zato vam seveda želim, da bi preživeli ta lep čas, ko bomo seveda začeli prižigati tako adventne svečke na venčkih, kot so tudi v kratkem
v sredo na Miklavževo prižgemo tudi novoletno okrasitev na občini in pa navadi seveda v tem času pogledamo nekaj za nazaj, kaj je bilo v preteklem letu storjeno, kaj se je zgodilo, kaj se ni zgodilo in pa delamo svoje načrte za naprej. Kot ste morda opazili, verjamem, da ste, da se gradi nova dvorana, kot že nekaj časa potrebujejo večnamensko dvorano. Stari kulturni dom, ki je bil zgolj kulturni, seveda ni več služil celotnemu namenu. Veste, da seveda imamo poln vrtec do zadnjega kotička v Kotlah, imamo tudi zelo polno osnovno šolo za 4 razredi in seveda otroci tudi niso imeli kje imeti športne vzgoje oziroma imeti šolskih prireditev. Vse to bo rešila ta nova večnamenska dvorana, sami pravimo kulturska krasotica, tako da že naprej, tisti, ki boste želeli, so da vabljeni na otvoritev. V mesecu januarju bomo pripravili lep dogodek, nekaj dopoldan, nekaj popoldan, kjer bomo to večnamensko dvorano mislim, če se kdo spomne letnice starega doma, mislim, da je stara vse kakaj 50 let, upam, da bo nova zdržala več kot stara, torej da bo služila kulturcem in so tudi celotne občini Ravne prihodnjih 50 let. Na to smo res ponosni, da se je to zgodilo, je v zaključku. Drugače pa veste, kaj se dogaja z Rimskim vrelcem, skoraj nič. Rimski vrelec že nekaj časa ne zanima tistih podjetij ali pa posameznikov, ki se ukvarjajo s turizmom. Občina že več kot 5 let, dobrih 8 let neuspešno prodaja Rimski vrelec, ga reklamira, natiskujemo kataloge, tudi s tem zapravljamo nekaj denarja, z željo, da bi se Rimski vrelec ponovno obudil, to da kakšno leto še bomo poskušali, potem pa bo potrebno razmisliti, ali je morda tega turizma pravzaprav na tem lepem vznožju Uršlje gore konec in bo potrebno morda zgraditi kaj drugega. In ena izmed idej, ki se vedno bolj pojavlja, tudi zdaj, ko so pred volitvami, je bilo veliko idej predstavljenih, strani mnogih ljudi, je zori nekako ideja, da bi tu morda bil tudi dom za starejše občane oziroma center za varstvo starejših, skupaj navezavi z zdravstvenimi storitvami, torej da bi Rimski vrelec ne bil več turističen, to pomeni, da bi obiskovali seveda obiskovalci, ki za dan, dva pridejo, ampak da bi bil v večji meri pravzaprav namenjen nam, domačinom, tako da ta ideja, kot rečeno, zori in morda bom lahko čez leto, 2 ali 3, no 4-krat bom še tu, oziroma 3-krat še, poročal o tem, da smo torej preusmerili to obujanje rimskega vrelca v to, torej ne turistično smer, ki bi pomenila seveda varstvo starejših v navezavi z zdravstvenimi storitvami, ki bi jih izvajali zdravstveni dom in tudi morda delno bolnišnica Slovenj Gradec. Poleg tega, seveda, kot Tulci poznamo Ivarčko jezero, ni prijetno priti na tako lepo jezero, ki je zapuščeno, občina ga minimalno vzdržuje, lastnik pa ga je opustil. 2 leti že neuspešno pregovarjamo pač lastnika, najbrž poznate to družino nekaterih Grah, ki je to Ivarčko jezero pred več kot 20 leti kupila od takratne železarne. Žal nas niso poslušali, niso dali komu v najem, tudi nam niso želeli dati za normalne, bi rekel, denarje, preveč pa seveda ne moremo plačati, tako da v prihodnje lahko rečem, da se bomo še bolj potrudili, če bo treba tudi s kakimi kaznimi oziroma z neprijaznostjo, ki nam ni blizu, ampak včasih jo je treba uporabiti, da bi Ivarčko jezero zopet zaživelo. Poleg teh 3 velikih stvari pa seveda v Kotlah veliko manjših stvari, ki se sproti urejajo z namenom, da občina skrbi za Kotlje, da bi seveda tukaj živeli kvalitetno, bogato življenje, tako vi seveda kot vaši otroci, vnuki in seveda tudi morda že pravnuki. Da ne bom predolg, čaka vas tudi še lep kulturni program, želim vam seveda prijetno srečanje to nedeljo, lep december, želim vam seveda čim več zdravja v prihodnjem letu. Za čestitke za novo leto je morda malo prehitro, vendar pa seveda vam želim vse dobro, pazite na sebe, upam, da vaši otroci, vnuki pazijo na vas. Vi ste generacija, seveda, ki ste največ ustvarili do sedaj, najbolj dolgo ste z nami, najbolj dolgo živite tukaj, vi ste ustvarili Kotlje, bodi si poklicno, bodi si seveda družinsko ali gospodinjsko. Vsak je prispeval seveda nek kamenček v mozaiko, da smo danes tukaj. In zato seveda na vas ne bomo pozabili, ne samo s tem srečanjem, kot je danes, ampak tudi z drugimi
programi in pa potezami, ki bodo namenjeni predvsem vam, torej starejši generaciji, ki je mlajša pravzaprav mora biti hvaležna za čisto vse, kar ste ustvarili. Torej še enkrat lep čarobni december, čim več zdravja v prihodnje in vse dobro. Sedaj pa z velikim veseljem napovedujem pravega mojstra na harmoniki. Več kot 40 let je igral pri ansamblu naše generacije, pri ansamblu Fantov treh dolin. Vedno pripravljen zaigrati tudi v dobrodelne namene, nikoli ne zna reči ne, tudi pri kakšnih družinskih zabavah. Z nami je gospod Marjan Brankovič, ki nam bo zaigral nekaj po svoji izbiri. Marjan, izvoli.
pa Marjan. Pozdrav pa sedaj velja gospodu Ludviku Kordežu, predsedniku območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline. Prosim vas, gospod Ludvik Kordež, za besedo. Prav lepo pozdravljeni v imenu območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline in v mojem imenu. Želim, da bi se danes tu imeli kar se da lepo, ker je ta dan za vas in vam namenjen, da se vsaj enkrat na leto srečate, ker je pač tako življenje, v poznih letih ne odhajate tolikokrat od doma, to pa je prilika in prav je, da izkoristite in da pridete na to prireditev. Da smo to prireditev uspeli organizirati, se posebej zahvaljujem gospodu županu, ker je bila neka nova uredba evropska, da se ne sme vabiti ljudi na neko tako srečanje, če ni njihova privolitev. Vendar je župan prevzel to odgovornost in so preko občine poslali vsem vam vabila. Tako da to ostane tradicionalno naprej, kako bomo pa glede te uredbe naprej, bomo se pa mi pogovorili. Bi pa še v tej priliki pozdravil posebej gospoda župana, mu čestitev za novo staro mesto, da bo ostal še 4 leta, ker je tak, ki si ga želimo, ki je tak, ki ga bi radi obdržali še nekaj let naprej. In mislim, da mu lahko zaploskamo še za naslednji mandat. Pozdravil bi tudi gospoda Pušnika, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Kotlje. Bi pa izkoristil tudi, da se zahvalim našim aktivistkam Rdečega križa Kotlje, ki so zelo vnete, zelo pridne, vztrajne, v vsaki priložnosti opravijo svoje funkcije, svoje programe, ob delitvi hrane, ob tednu Rdečega križa, ob blagovnih rezervah in tudi sicer vas obiskujejo in tudi sem prepričan, da ne bo noben kotulc ostal kak dan brez hrane. Zelo so dosledne, dobra je evidenca, čeprav nas uredba nekaj omejuje, ampak vemo, kdo, komu, kdaj, v kakem času je treba pomagati. In mislim, da bo pri tem ostalo. Želim vam zdravja, je pa veseli december, želim vesele božične praznike in srečno novo leto. Bodite zdravi, da se drugo leto spet vidimo. Hvala. Tudi v mojem imenu gre posebna zahvala našim gasilcem iz Kotelj. Brez njih se skoraj ne moremo zamisliti, saj nam nudijo nič koliko pomoči pri razdelitvi intervencijskih pošiljk in še bi lahko naštevali. Z nami pa je danes tudi njihov predsednik, gospod Emil Pušnik, pa tudi njemu dajem besedo. Hvala za besedo in pozdrav v imenu prostovoljnega gasilskega društva Kotlje. Moram reči, da naše društvo se po svojih močeh trudi in pomaga vašim aktivistom Rdečega križa, da skupaj izpeljete program, ki ga imate zastavljen. Zato hvala za današnje povabilo. Med vami bi pozdravil naše člane prostovoljnega gasilskega društva, kar nekaj jih je tule, hkrati pa se moram pohvaliti, da so, če tako jih imenujem, vaši mlajši člani, to se pravi naši starejši člani, veterani, kot jih mi imenujemo, postali državni prvaki in Kotlje dostojno zastopajo v gasilskem pomenu. Hvala za ta aplavz, vam pa ob adventu želim mira in zdravja in v bližini vaših najdražjih. Hvala. Hvala lepa. Preden vam v drugo zapoje ženski pevski zbor Solzice, vam bo naša članica zbora Mira povedala kratko pripoved iz Prežihovih Solzic. Mira, prosim. Ta trenutek je daljno sonce poslalo svoj prvi sončni žarek na dvorišče in po njem se je razvila prelepa svetloba.
Sredi te svetlobe je stala mati, prečudno lepa in vsa užarjena, kakor prikazen iz nebes. Planil sem pred njo s polnim naročjem cvetlic in ji zmagoslavno zaklical: Mati, mati, solzice! Topil sem se od same sreče in neizmerne hvaležnosti. Materin obraz je pokril blažen smehljaj, presrečna je stegnila solzice proti licu, a preden je mogla vsrkati njih sveži, opojni vonj, so njene oči zdrsnile in se povesile name. Kaj pa ti je pobič, da se jočeš? Moje oči so bile polne težkih solz zaradi premaganega strahu, ki pa jih v svojem zmagoslavju nisem čutil. Mati je spoznala mojo veliko žrtev ter me je rahlo in nežno pobožala po laseh. Ženski pevski zbor Solzice še za eno pesmico. Jaz bi rad cigajner bil, pa rdeče kape nimam, rdečo kapo že dobil, pa puščeca še nimam. Jaz pa zano, da človek, ki ti bo puščec dala, jaz jo pa poljubil bom, to se bo smejala. Čestitam, najstarejši ste. Mene biti najstarejši na sreči. Čestitam, želim vse dobro še naprej, predvsem pa zdravja. Jaz vam to čestitam, no, pa da bi zdravja. Tole so moški imeli, izbor je bilo žrebane in so vas zvrali. Hvala lepa. Lahko še en aplavz, kako naredim, da boje. Bravo. Najstarejši krajan pa je danes tudi med nami, danes tukaj prisoten, gospod Franc Cimer Pač. Čestitamo. Hvala lepa. Še veliko zdravja, še veliko let, da bomo se tu srečevali, skupaj razgovarjali, še kako za sledeče leto. To pa ne vemo naprej. To pa ne vemo, bomo pa počakali, kaj bo. Vidite, kaj bo drugo leto. Veliko zdravja, pa da se drugo leto ste videli, ne? Ja, nič me ne fali. No, to fajn čuti. Dokler si ješ, se bo šlaje. Ko jaz ne moreš, pala. Koliko jih imate letos? Koliko jih imate letos? Izmed vas rad kaj povedal, nas pohvalil ali pograjal. Vse bomo sprijeli. Se včasih beseda hvala veliko pomeni, če pride iz pravih ust v pravem času. Prosim. Mogoče kdo od krajanov, mogoče kdo od odbora. Če pa nikoga, pol pa bomo mislili, da delamo vse prav. Torej, prisrčna hvala vsem gostom, vsem nastopajočim. Hvala gospe predsednici Tončki in njenemu odboru Rdečega križa Kotle za vse prostovoljne ure vtkane v delo skozi vso leto. In seveda hvala, dragi krajani in krajanke, da ste prišli.
Naj vam praznični dnevi prinesejo radost in veselje, naj vam stisk roke seže v srce. Predvsem pa ostanite zdravi, da se drugo leto zopet vidimo. Kot se pri Ljubcu spodobi, pa vsi skupaj zapojmo, kolikor kapljic, toliko let. Hvala lepa.